Lep pozdrav in dobrodošli v posebnem videu, kjer vam bomo pokazali, kako raziskovati kriptoprojekte. In za tokratni primer bomo mi uporabili NIR protokol. Ampak to metodo lahko vi uporabite na katerem koli drugem kriptoprojektu. To NIR je v bistvu samo kot primer, da se naučite, kako gledati in tudi kako mi na Kriptomatu spremljamo, pregledujemo in ocenjujemo projekte glede na lestvico, ki smo jo mi sestavili. Ta lestvica je precej podrobna, od tega, da pregledamo celoten projekt, njegov tim, tudi tehnično analizo naredimo, kakšen volumen ima in na katerih menjalnicah se trguje, kot tudi Certik. Tukaj je zelo pomembno, kakšno oceno mu daje Certik. Tako da jaz predlagam, da kar začnemo. Jaz se bom sicer lovil med tema dvema računalnikoma, ampak ta glavno se bo dogajalo tukaj na temu in tega boste videli tudi vi. Tako da poglejmo si najprej kar njihovo spletno stran. In vidimo, da imajo kar lepo in podrobno urejeno spletno stran, kjer vam res zelo lepo obrazložijo, o čem in zakaj se v bistvu ta kriptoprojekt sploh gre. In kot vidimo, njihov ta glavni fokus je na developerjih. Torej, da se na njihovem omrežju razvijajo aplikacije in seveda imajo tudi AI oziroma sekcijo za umetno inteligenco. Zdaj, ta prva stvar je pregled projekta in seveda kakšna je jasnost cilja projekta. In tukaj vidimo, da je v bistvu cilj tega projekta zelo lepo jasen in lepo obrazložen, tako da v bistvu za tole sekcijo dodelimo 5 točk. Torej, jasnost in cilj projekta 5 točk. Naprej imamo vpliv na industrijo. Kakšen je cilj oziroma če cilja na realno industrijo. In tukaj smo tudi takoj že videli, da cilja na realno industrijo. Development je kar velika industrija, ima tudi ogromno težav, ki se jih lahko reši. In očitno oni tukaj zelo lepo rešujejo, kot vidimo, imajo tudi že nekaj zelo velikih podjetij, ki jim zaupajo. Alibaba, Arbitrum, Cosmos, Google, tudi Polygon, tako da kar v redu vse skupaj. Tukaj tudi dodelimo 5 točk, ker je jasnost, ne. Zdaj, ta druge opcije bi bile, ima potencialen, vendar nejasen učinek, to bi bilo 3 točke. Ta tretja opcija, majhen vpliv ali nejasna panoga. To bi bilo 0 točk. No, to ni. Cilj je jasen, tudi cilja na realno industrijo. Tako da 5 točk. No in naprej imamo jasnost bele knjige. Tole sem moral kar malček iskati. In moram reči, da je zelo lepo in jasno obrazložena, tudi zelo lepo posegmentirana tukaj, tako da vsekakor, preden se karkoli investira, si je treba prebrati belo knjigo in jo natančno preučiti, kar zahteva tudi ogromno časa, ampak ta čas si je treba vzeti. Kot sem že rekel, imajo zelo lepo obrazloženo in posegmentirano. Tukaj imamo principe dizajna, pa potem kako NIR sploh deluje. Zelo obširni opisi. Tako da tudi za jasnost bele knjige dodelimo 5 točk, ker je dobro napisana, pregleden tehnični pregled in tudi tokenomika.
Ta druge opcije bi bile, za 3 točke vsebuje koristne informacije, vendar manjka globina na ključnih področjih, no to ni, ker je zelo lepo obrazložena. In za 0 točk bi bilo nejasna, postavlja več vprašanj kot odgovorov. No, to tudi ni, zaradi tega, ker imajo zelo lepo obrazloženo. Naprej si gremo pogledat ekipo in podporo. Kdo je tisti, ki stoji za tem projektom, kakšni so njihovi dosežki in ali so imeli že kakšno podporo od prej, kakšne investicije od kakšnih znanih investitorjev. Zdaj, ekipe jaz nisem našel na njihovi uradni strani, sem našel na posebej strani, to je cryptorank.io, kar se mi zdi zanimivo, ampak zadnji čas tudi vedno več kriptoprojektov ne objavlja svoje ekipe na uradni spletni strani. Zakaj? To je pač očitno njihova odločitev. In ko sem raziskoval to njihovo ekipo, moram reči, da sem bil kar presenečen nad njihovim znanjem in izkušnjami. Tukaj imamo recimo Ilija Polosukin. Jaz upam, da nisem razmesaril njegovega imena zdaj. Jaz ponavadi vedno preverim njihov LinkedIn in kje so delali prej. No, on je co-founder oziroma soustanovitelj NIR protokola in kot vidimo lahko prej je delal tudi na Googlu in Salesforce Systems. Tako da očitno znanja ima. Dajmo si zdaj pogledati še ta drugega soustanovitelja, Aleksander Skidanov. Pojdimo na njegov LinkedIn, torej vidimo tukaj co-founder NIR, MemSQL, tam je delal 5 let in na Microsoftu je tudi delal za slabi 2 leti. Tako da ja, on očitno tudi ima kar precej znanja. Torej, za izkušenost ekipe v tem primeru dodelimo 10 točk. V ostalih primerih bi imeli 5 točk. Ekipa ima izkušnje, vendar nima strokovnega znanja o blockchainu in za 0 točk anonimna ali neizkušena ekipa. No, kot smo videli zdaj v tem primeru, tukaj ta ekipa to znanje ima, tako da 10 točk. Naprej imamo financiranje in podpora. Kateri vlagatelji so že vložili v ta projekt in ali so morda kakšna znana imena. Ta podatek sem jaz našel na CryptoRank spletni strani in tukaj, kot vidimo, smo imeli več krogov in tudi kar nekaj takih znanih vlagateljev, kot so na primer Anderson Horowitz, pa Circle, pa Dragonfly Capital je tudi kar precej vlagal v njih. Imeli so pa tudi svoj ICO, preko katerega so zbrali kar nekaj kapitala. Tako da ja, v tem primeru dodelimo 5 točk, zaradi tega, ker je močna podpora uglednih vlagateljev. Ta druge opcije bi bile zmerna podpora pri manjših vlagateljih, zato bi dodelili 3 točke in za 0 točk ni znanih pomembnih vlagateljev. No, tukaj ti vlagatelji so. Naprej imamo sekcijo blockchain in žeton. Zakaj se uporablja blockchain in zakaj se uporablja žeton? Ali je ta uporaba sploh jasna? No in to smo v bistvu videli že po njihovi spletni strani, da je v bistvu uporaba blockchaina in njihovega žetona zelo jasna, ker se fokusirajo največ na developerje. In to je v bistvu, da lahko oni razvijajo tudi svoje aplikacije. Tako da blockchain je sestavni del te rešitve in je dobro utemeljen.
Zato za to sekcijo dodelimo 5 točk. Ta druge opcije bi bile: uporaba blockchaina je nejasna ali se zdi vsiljena. To ni, zato bi dali 3 točke. Ta naslednja je: za 0 točk ni jasnega razloga za uporabo blockchaina. No, to tudi ni, ker imamo zelo jasen razlog za uporabo blockchaina. Naprej je uporabnost žetona, ki ima tudi jasen mehanizem zajemanja vrednosti za žeton. 5 točk torej dodelimo v tem primeru. Ostale opcije bi bile za 3 točke nekaj uporabnosti, vendar ni jasno razloženo, in za 0 točk ni prave uporabnosti za žeton. No, tukaj v tem projektu smo jasno videli, da uporabnost je. Naprej, naslednja glavna sekcija je napredek in cilji. Kako to podjetje dosega svoje cilje in ali so v času z njimi, torej če jih pravočasno dosežejo. In tukaj sem opazil, da imajo izredno lepo poštimano tole na svojem blogu, kjer redno pišejo in objavljajo svoje dosege in cilje. Kot vidimo tukaj, kaj so dosegli v 2023 in plani za 2024. In kot lahko vidimo, to tudi uspešno in lepo dosegajo. Torej, ni kakšnih večjih težav, kar se tiče tega. Tudi v tem primeru dodelimo 5 točk, zaradi tega, ker je dosleden napredek. Ta druge opcije bi bile za 3 točke, nekatere zamude ali praznine v komunikaciji. No, tega ni, zaradi tega, ker imajo izredno lepo urejeno tukaj na blogu za obveščanje. In za 0 točk bi bilo večje zamude ali pomanjkanje komunikacije. No, to tudi vidimo, da ni. Tako da 5 točk za napredek in cilje. Naprej imamo tehnično analizo. No, tukaj se nam pa malček zakomplicira, vsaj v temle primeru. Namreč vidimo, da je NIR protokol kar padel v zadnjem času. Od $8 pa zdaj se vrtimo tam nekje na 4-5 dolarjih, to je za tam nekje 45%, če prav računam zdaj. Sicer tukaj kaže, kot da imamo bikovski vzorec dvojnega dna, na katerem trenutno na neckline meji trenutno delamo podporo, ampak malček preveč časa se zdaj tukaj že zadržujemo. Ta meja mora v glavnem vzdržati, če ne se vzorec invalidira in lahko pademo tudi še globlje. Tudi RSI nima nekih jasnih signalov, tako da kar se tiče tega kovanca, so malček tako nejasni signali. Zato tukaj določimo za 3 točke mešani oziroma nevtralen trend. Za 5 točk bi bilo pozitiven trend z močnim zagonom, kot vidimo, to ni to. In za 0 točk šibek ali negativen trend. Poglejmo še volumen in likvidnost, to bomo kar tukaj na CoinMarketCap. Zdaj, volumen je kar ok, še kar velik. Tukaj vidimo, Binance je danes, na Binanceu je za danes trgoval za 53 milijonov, drugače se vrti tam nekje milijon, 5 milijonov, 10 milijonov, 6 milijonov recimo na OKX, tukaj imamo 10 milijonov na Bybitu. Tudi menjalnice so kar ugledne, tako da tukaj v tole sekcijo mu dodelimo 5 točk. Velik volumen in močna likvidnost na uglednih menjalnicah. Ta druge opcije bi bile še za 3 točke zmiren volumen in ali nelikvidnost na manjših borzah
in za 0 točk zelo nizek volumen ali likvidnost. Nato so tukaj tehnični indikatorji. Pojdimo nazaj na TradingView. Kot sem že prej omenil, tukaj so mešani signali, zato tudi v tem primeru dodelimo 3 točke, kar simbolizira mešani signali in nejasen trend. Zdaj, za 5 točk bi morali videti, da vsi kazalniki kažejo na bikovsko ali močno tržno razpoloženje, ampak tega trenutno tukaj ni. Za 0 točk pa bi morali biti indikatorji jasno medvedji, kar tudi vidimo, da pač trenutno ni. Trenutno so pač nejasni signali. No in naprej imamo naslednjo glavno sekcijo, sentiment. In tukaj bomo raziskovali sodelovanje v skupnosti, adopcija uporabnikov in tipičen vlagatelj. Zdaj, sodelovanje v skupnosti je zelo dobro. Če gremo na njihovo spletno stran in gremo čisto na njihovo dno, na njihov footer, imajo tukaj Connect. In če pogledamo Discord, imajo kar 70 000 članov. To je ogromno. Oglejmo si še druge, recimo X, tam je tudi vedno zanimiv. No, tukaj imajo 1,8 milijonov sledilcev. To je ogromno. Pa poglejmo še kakšnega drugega. Tukaj je še YouTube, tega tudi ponavadi pogledamo. Treba ustaviti ta posnetek. No, YouTube ponavadi tudi pogledam in tukaj lahko vidimo, da imajo 21 000 naročnikov, kar je tudi kar precej. Tako da v tem primeru dodelimo 5 točk, kar pomeni velika, zelo angažirana skupnost na več platformah. Za 3 točke bi bilo zmirno sodelovanje z nekaj aktivnimi sledilci in za 0 točk malo ali nič sodelovanja in ali pa da je skupnost nedejavna. Tako da tukaj vidimo, da imajo kar precej veliko skupnost in zato 5 točk. Naprej gremo na adopcijo vlagateljev, naprej gremo na adopcijo uporabnikov in na tipičnega vlagatelja. Pa poglejmo najprej uporabnike. Torej, to je projekt za developerje. Dajmo si pogledati, koliko developerjev ga dejansko zdaj uporablja. Imajo tale podatek kar na svoji spletni strani. Zdaj trenutno ni lih neka taka presunljiva številka. Trenutno ima 1934 developerjev. Ampak razvili so že 296 aplikacij. In seveda tudi skoraj da že 22 000 komponent oziroma OSS komponent. Tako da NIR se bo moral tukaj še malček bolj potruditi, da privabi več developerjev, zato v tem primeru dodeljujemo 3 točke, kar pomeni nekaj adopcije, vendar ne razširjeno. Projekt, moramo tukaj upoštevati, je še zelo mlad. No, za 5 točk bi moralo biti aktivno sprejemanje strani resničnih podjetij ali tržnih niš. Resnična podjetja sicer so, ampak ta številka developerjev more iti gor. Za 0 točk bi pa bilo nobenih uporabnikov ali nejasna adopcija. No, tukaj vidimo, da je adopcija kar jasna. In še naprej, naslednja glavna sekcija je pa Certik, varnostno preverjanje. Pojdimo kar tukaj na Certik, jaz ga že imam odprtega. In moram reči, da je Certikova ocena kar zelo dobra.
Najprej, kar pogledamo, je, ali je bila Certic revizija opravljena. In tukaj, nažalost, vidimo, da Certic revizija ni bila opravljena. Tako da tukaj, nažalost, moramo dodeliti 0 točk. Za dosego 10 točk bi morala biti revizija opravljena z minimalnimi težavami. Za 5 točk uspešno, vendar nekatere kritične težave niso bile razrešene ali pa so zakasnjene. No, tukaj v tem primeru nažalost 0 točk. Naprej gledamo Skynet preverjanje. Skynet preverjanje tudi nažalost ni aktivno, zaradi tega, ker Certic revizija ni opravljena. Sam malček, da ga najdem. Aha, tukaj je. Skynet Active Monitor. Kot vidite, nimamo ničesar. Tudi tukaj moramo nažalost podeliti 0 točk. Za 5 točk v tem primeru bi morala biti visoka ocena Skynet s stalnim spremljanjem in minimalnimi tveganji. Za 3 točke pa zmirna ocena z nekaj varnostnimi pomisleki. No, tukaj tega nažalost nimamo. In na koncu imamo še leaderboard oceno. To je ta glavna ocena. Tukaj. Čisto na vrhu in kot vidimo, ima zelo, zelo visoko oceno. 90, kar je super. In to pomeni, da je visoko uvrščen na Certicovi lestvici najboljših. Spada med top 20%. Tako da v tem primeru dodelimo 5 točk. Zdaj, za 3 točke bi bilo, če bi bil povprečno uvrščen, med 20 do 50%. Za 0 točk pa nizko uvrščen, torej pod 50%. Naprej pa tudi gledamo rešene varnostne težave. Tukaj žal nimamo podatkov zaradi tega, ker nimajo opravljene Certic revizije, tako da tudi tokrat v tem primeru moramo dati 0 točk. Zaradi tega, ker pač ni revizije. Za 5 točk bi moralo oziroma bi morale biti vse pomembne varnostne težave odpravljene in to pravočasno. Za 3 točke pa bi pomenilo, da nekatere težave so bile odpravljene, ampak nekatere še ostajajo ali pa une težave niso bile odpravljene pravočasno. No in to je tudi naša ocena za NIR. Kaj si vi mislite o njej? Kar komentirajte spodaj. Če na hitro in na kratko povzamemo, tukaj imam vse ocene, torej pregled projekta. Tukaj je projekt dobil vseh 15 točk od 15, pa na to ekipa in podpora tudi vseh 15 točk od 15, naprej blockchain in žeton tudi vseh 10 točk od 10, napredek in cilji, tukaj je bilo možnih 5 točk in je dobil vseh 5 točk. Naprej tehnična analiza, tukaj signali so malček mešani, zato je dobil 11 točk od možnih 15. Sentiment je 8 točk od 10. Projekt bo moral še kar privabiti precej več developerjev oziroma razvijalcev. Trenutno jih ima tam nekje 2000, tako da tukaj se bodo mogli še malček potruditi, da to številko povečajo. No, zakompliciralo se je pa pri Certic varnostnemu preverjanju. Nimajo pač opravljene Certic revizije, zato so pač tukaj dosegli 5 točk, vsega skupaj 5 točk od vseh možnih 25. In tako dobimo oceno 69 od 100. In na to, če pogledamo po naši lestvici, kam pride tale projekt, od 90 do 100 imamo odlično, močan investicijski potencial. Od 75 do 89 je dobro, vendar lahko povzroči manjše pomisleke.
Na to imamo od 50 do 74, povprečno, potrebnih je več raziskav, in pod 50 tvegano resni pomisleki. In pod 50 tvegano resni pomisleki. No, mi imamo oceno 69 in ta projekt rangira med 50 in 74, kar pomeni povprečno, potrebno je več raziskav. To pa seveda samo zaradi tega, ker nima certik revizije. In tako, to je tudi naša raziskava za NIR protokol. Kot sem že rekel, kaj si vi mislite o tej raziskavi? Ali pa kaj si morda mislite o tem projektu? Kar komentirajte spodaj. Ne pozabi dati tudi video všečka in ne se pozabi tudi naročiti na naš kanal, ker imamo ogromno poučnih vsebin in tako si tudi na nek način, na edini način v bistvu zagarantirate, da nobene ne boste zamudili. In to bo tudi to za tokratni video. Jaz vam želim lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem.